Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Sredino jutro je bilo to, No. Lepo smo se imeli. Zelo. Ja, kot vedno. Fajn. Ampak ne bi se imeli niti približno tako lepo, če ne bi bili naši poslušalci tam zunaj. Ne? Absolutno drži. Absolutno. In to je bilo tudi jutro, ko smo recimo zvedeli, kaj ima poprečen pohorc v hladilniku in kaj ima poprečna mlada pobrežanarka. Rekel, ne bi mogli bolj dveh različnih svetov trofej. In to je seveda samo ena od stvari, ki smo jih naredil. Sem igral tudi test poznavanja ustave in Matic, moram ti reči, vsaka čast. Tudi jaz sem bil presenečen še nad mojim spominom in znanjem iz faksa. Sicer, če mi je rekel, zdaj na pamet pove en odstavek. Dobro, ne odstavek, ampak ti si to nadaljeval in ti je bilo jasno in si poznal. To pa je. Ima. Bravo, res. Kaki, Nisem si mislila, da je tak priden, res. Ja, ne samo lep, tudi pameten. Ja, v toti mali glavi. No, si imaš izredno malo glavo za svoje telo, to je menda jasno. Ne? Normalno glavo, imam samo telo, je preveliko. No, okej, kakorkoli, ja. Tako da uživajte v našem podcastu totega jutra, pa spet jutri zjutraj v 5:30. Sreda, 26. avgust je danes in kaj vse imamo tu? Pa imamo. Najprej, zakaj nihče ni opazil? Tudi jaz sem bil pri frizerju. To je prva stvar. Ne? Lep si. Ja, sej, tako. Hvala, Jeger, to sto tebe rabo danes. Ja, dobro, gremo dalje. Samo Jeger, moram malo priznati, malo lepša frizura. Dobro, vidiš, vsaj nekje si zmagal. Lepo. Okay, danes zjutraj jasno novi dve vabili na veliko toto street food pojedino, ki jo pripravljamo jutri o 5, ko se začne street food festival, mednarodni street food festival na Trgu Leona Štuklja. Seveda že zdaj velja, če bi šli z nami, to bo seveda velika miza, gor bo celoten prerez čvrstega in tekočega, tako da vse bo, pridete tešči, ampak že zdaj lahko pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Šli se bomo eno mini igrico, izvedeli, kako je ta trenutek na Japonskem, kjer divja tajfun. Iz prve roke, recimo, to še tudi ni bilo, tako da to bo neke vrste premiera danes zjutraj. In to samo v tej prvi uri in pol, pa vmes toti hudi hiti, najprimernejši soundtrack za sredino jutro. In pa mi trije. Pa vi tam zunaj, kaj še te rabimo drugega, da lahko tudi sredino jutro odkljukamo. To je to. Sta hotla kaj dodati? Mislim, da imamo plan narejen, da lahko štartamo. A ja, smisel, da bo kaj vsebinskega. Ne bo. Kot je rekel nekoč dolgo nazaj en modrec, dum spiro spero. Ok. V redu, še latinščina. Ja, no, seveda, še to je treba razmišljati. Ne? Napišite si, kaj to pomeni, če ne veste. Da, Jeger. Kaj je danes za en dan? To je fajn vedeti. Ne? Danes je recimo dan, ko je bil leta 1978 za poglavarja katoliške cerkve izvoljen papež Janez Pavel I. Njegov pontifikat je trajal vsega 33 dni. A to je to bilo? Ja. Ne drugi, prvi. Ja. Prvi, in to je tudi eden od tistih papežev, okoli katerega je torej velik misterij je v bistvu okoli njegove smrti, ne? Zakaj je tako hitro umrl in kaj je bilo. Uradno naj bi ga kap, ampak neuradno pravijo, da je dobo čajeka. Veš, in podobno. Ja, zakaj? Zato, ker je bil izjemno progresiven, imel je izjemno odprte, napredne ideje, razmišljal drugače, hotel reorganizirati vse skupaj, se spraševal, kaj mi rabimo toliko denarja kot cerkev, ne? Zakaj bi hotel prodati celo ta Castel Gandolfo, ki vemo, poletna rezidenca. Ja, kjer je ta apostolska palača in kjer pač počiva papež in seveda njegovi škrlatno-kapneži, ne? Ki so tam zraven. In prišel je papež Janez Pavel II. Samo eno razliko bom povedal, medtem ko je Janez Pavel I. želel
pač naredi cerkev pač tako, kot naj bi bila, po njegovih prepričanjih. Je papež Janez Pavel II, takoj ko je nastopil pontifikat v Kastelu Gandolfo, dal delati en ekskluziven luksuzni bazen. Ne? Resno? Ja, pa potem tak dalje. No. To je ta zgodba zanimiva, če bi jo raziskovali, je pač to recimo ena ideja. Danes, 26. avgust, je tudi rojstni dan legendarnega Mini Morisa. Leta 1959 je prišel na tržišče in naredil revolucijo. Revolucionarni mestni avto, Mini Moris. Ti mali je bil, ja? Ja, jaz sem se s tem izvornim minijem vozil nekoč daleč nazaj, to je še imel direktni volan, vse to je bil res go-kart. In to je ena taka stvar. In pa recimo na današnji dan leta 1991 pride na tržišče legendarni Nintendo SNES oziroma Super Nintendo Entertainment System SNES. Tak, čist, ne poznata. To je v bistvu bila taka legendarna 16-bitna konzola s kultnimi igrami, Super Mario World, Legend of Zelda, vse to te... Šum, dobro. Ti si imel, to si igral? Ja, veš. Nisem nikoli imel, moram priznati, sem pa igral in pravzaprav najbolj z Marijem v kontakt stopil z mojima pubecoma, ampak dobro. Poznam pa to in kdo je to imel takrat, je bil nenormalen as v 90-ih, samo to bom povedal. Dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji Z. Ja, dobro jutro. Dobro jutro. Jo. Ne bodite delulu in ne bodite basic. Ja. Torej, na seznamu tvojih dilem tudi, ali je napihnjen trebuh dovolj dober razlog za odpoved druženja? Ja, mislim, me to vedno delamo. Oziroma, pač to bi bojo ženske razumele. Aha. Ker pač, če si zmenjen, da greš vsaj na pijačo mogoče, Ja, in če imaš pač napihnjen trebuh. ne greš. Ne. Ker pri nama Jeger je tak, bo mi dva kar povedala, imaš napihnjen trebuh, pa če rečeš, kak sem pa napihnjen danes, kaj še ti In greš dalje. Mena cesta, le. Ali pa če smo zmenjene za ven, kot ven. Ven, prav ven. Ja. Ne samo tak ven, ampak ven. prav, ven. Tako, Okej. pol, Bog ne daj, da imaš napihnjen trebuh. Ker lahko odpoveš vse skupaj in ne greš. Ja, Zakaj? Se Pač odpoveš. Pač daš Aj, eno veš. majico ali pa neko srajco, Ne, gor, ki je malo, Jeger. ki ni oprijeta in greš ven, se ne bo Pa se videlo. moraš lepo zgledati. Pa saj ti, če imaš napihnjen trebuh, nima zdaj za... Okay, pazi, bistveno je povedala, se moraš lepo zgledati. In kako boš zdaj s tem trebučkom? Ja, te pa prdni, kaj? In to ne enkrat. Točno to. In ne diskretno. Ja, ok, no, mislim, v redu, torej ni dilema, pač ostani doma. Koliko zamujenih priložnosti zaradi nepotrebnega predsodka, samo to bom rekel. Ogromno. Zdaj zjutraj tudi, če sem napihnjena, sem samo tak, Ojoj, zakaj mi službo, kaj če Ja. klicala na stvari, pa ne morem službo. Kaj boste rekla, da jem pa Jeger, ker ja, da sem noseča ali kaj. Ja, no, pa se tudi, če bi bila, bi ti čestitala, ne? Če to bila vesela za tebe. Ja, Ne, res imam je. še 6 let. Kak pravi stara resnica, kjer je dim? Je tudi ogen? Ja, samo to ni, to je že parafrazirano, ne? Ker včasih je veljalo, kjer je dim, tam je večerja. Ja. Ja, ampak zdaj je komaj 6:30 in velika večina še zajtrka ni imela, tako da. Eno vprašanje se poraja, verjamem, da hordam tam zunaj. In danes bomo dobili odgovor na to. In sicer, to je res eno od ključnih vprašanj, globokih, življenjskih. Dobro. To so odgovori na to vprašanje, znajo tudi volitve dobiti, ne? In podobno. Tako da, ja, Temeljna vprašanja. temeljna, eno iz temeljnih. In sicer, kaj ima pohorc vedno v hladilniku in kaj ima v hladilniku mlada pobrežanarka? No, ok. Glej, to se ljudje sprašujejo.
In na srečo, glej, jaz sem kot pohorca in eno mlado pobrežanarko v tem studiu. Torej, kdo bo začel? Jega, taj ti. No, kas, ni problema, vedno. Vedno, ampak da je vedno. No, ne ono, kaj se tu pa tam pojavi, pa skine. Vedno. Grimpi na svinjski masti, Okay. dajo moč, to so Ocvirki. Aha, joj. Ja. Absolutno vedno kak mesni izdelek, Ja. pač more biti, ne? Ja, Več, dobro. ne. Ja. Pa, Suhomesnati ali... suhomesnati, ja, dobro. absolutno, da se pošreke reže. Tako, ja. Ja, in pa, če ti je čelorno kaj žgečega, ne? Če ti je hudo v lampih, ne? Kaj če ti je? Kaj? Čelorno. Čelorno. Ja, ja. Okay. A imaš pa nekaj žgečega. Hop, je boljše. Res? Ja, seveda. To je vedno, torej. To more biti. Mleko, ne? Tudi, ja, včasih ga sicer ni, ker ga pač... Ker ga nekdo pozabi kupiti, Ja, običajno tako, ti, ja, ne? recimo, ja, ampak pustimo podrobnosti, da ne bomo zanesli kakšen družinski spor nadaljavo. Včasih ga tudi na pultu zvečer pozabimo, to ni dobro nikoli. Ampak ja, to take Se stvari. zgodi. Ja, ja. Ok, dobro. Viš, in mlada pobrežanarka. Okay, vedno korenček. Jaz ne vem, kako Obvezno. bi lahko živel brez tega. Ja, Ja. obvezno. Ja. Humus, namaz. Kaj, to je ful dobro. Ja, ja. sej, ja. Nič narobe. Humus, Okay, ja. in paradižnik. To pa zato, ker nas večina, pač, ker jaz živim v bloku in pač so bloki okoli mene, večina nas ima posajene na balkonih. Res, ja, paradižnik vsi imamo. Je res, Ja, ja. ste balkonski vrtički. Ja. Samo skrba v bloku. Bravo. Redko kdo ima mogoče rdečo papriko. Pa ješ tak- paradižnik. Malo ga imamo preveč. Jaz te rekel, kaj moraš imeti, oziroma kaj Jaz imaš. se jem, ja, ker ga je toliko in se mora pojesti. Okay. Korenček, humus in paradižnik. Ja bom rekel, kar je ena diskrepanca. Ne? Ja, ja, malo smo si razumeli. Ima se znamo. Kaj imam jaz? Jaz imam pa skozi tak nabasanega, ker imam doma prlečko. Ja. Ne, veš, kaj hočem reči, da to je to. Ta trenutek to bo mogoče še malo tuje tebi ima. Okay. Eno si tako mlada še, pa še ni. Ja, res in je. se vem, tja. Ja, res, Ja. res, se vem, se vem. Veš, kje smo starši ta moment, ne? Kje? Primisli, da to Ja, ali imamo pa vse, kaj še, ja, ali imamo točno to. ali si en kup Ja, zvezd. pa še moramo iti, ono še moramo dvigniti, pa tisto še moramo nabaviti, pa ono še moram kupiti, pa to še bo, pa nič ne naredi. To točno tu. Ta mala gre v Ja, samo vrtec, da veš. pri meni pa smo vseeno tu. Pa ste Jaz si vam streso. predstavljam, da tako ima dejan, ko je ta srednjo šolo, pa je treba še avtobusne karte naročiti. Pa, Dobro, to sem včeraj rešil. Si je rešil? Ja, to Evo, sem ja. rešil. Yeah, come on. Hvala lepa. Ja, pa dobro, ampak zdaj jaz za sebe moram sama skrbeti. Tako da. Ja, ok, ja, se imaš dovolj. Ja, Imaš, mislim, res no, imaš dovolj halo. za delati. Res je. Jaz tudi imaš moram prav. misliti na vse to. O, ja, Za res? sebe. Ja. O, Okay, koliko okay. ima zvezko letos? Niti ena. No, vidiš. Samo je pa problem z garderobo, Ja. pa se vseeno prihaja jesen, Mislim. treba je menjati kolekcijo. Ne? Tako. No, ampak hočem povedati samo to, imamo to starši, imamo to še vsako leto smo zrihtali, te pa bomo še letos. Ali pa bo pač prva 2 dni bo Ja, v šoli, saj pa se saj eno, pa ni boste pol problema. copate nabavili. Ja, boš pa se z okne beg vržejo, pa je. Ok, jutri se začne ob 11. dopoledne in jutri in v petek in v soboto imamo rešeno malco, kosilo, popoldanski prigrizek, večerjo. Vse. Vse od 11 do 10 zvečer, Street Food Festival na Trgu Leona Štuklja. Mednarodni, in ker je mednarodni, imamo tudi mi eno posebno igro za eno res
za en izjemen dogodek. No, ko veliko mizo tam postavimo, 10 izbrancev sede za to mizo in dobi celoten prerez, celotne ponudbe, vsega, kar bo tam. Mi temu rečemo ta street food pojedina in tudi danes zjutraj bomo dali ven vabilo za 2 osebi. Če bi radi sodelovali, pošljete street food in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. No, in ker je mednarodni, imamo mi na srečo mednarodnega kulinaričnega popotnika. Res imate veliko srečo. Pokojni Burden je bil v bistvu amater. Da si malo rekel. Ja, on se sicer ne snema toliko, zato pa toliko bolj je. In se mogoče ne spozna tako v detajle, ve pa kaj je dobro. Tako je. No, to je Matej Ceger. Se mi tudi vidi. Ja, in včeraj je recimo ugotavljala, kje je jedo Jasmina pri Frasu in Medvedju. Na krožniku so bili na milimeter natančno narezani praženi riževi rezanci, ki so se potem čudovito zlili z hrustljavimi arašidi in svežimi kalčki. Vmes noter je bilo ravno prav pečeno piščančje meso, pa jajce in potem še omaka iz sladke tamarinde. In za konec bo še malo vroči oziroma pikantni čili, tak cikne teda. In ko sem na ulici užival v tej jedi, sem zraven opazoval brhka, mlada, visoko rasla dekleta, ki morda to niso. Kje sem bil, ko sem jedel to? Jasmina. Bo šlo, kaj praviš? Jaz mislim, da bi mogoče bila kakšna tajska. Ja, pa bravo! Mislim, ta namik na koncu, ker moraš vedeti, naš mednarodni svetovni kulinarični popotnik vidi tudi druge stvari. Je seveda, moraš gledati. Bistvene, ne? Zdaj pa tak, veliko se te dni pogovarjamo v naši ustavi. Se mi zdi, da nazadnje smo se o tem pogovarjali tam v samem začetku 90-ih. Ne, res je, da pač seveda je to temeljni akt naše države, ampak tudi to, jaz pravim tako, glej, tudi če zdaj prvošolčki dobijo, pa dijaki v prvih letnikih, bo vsaj ustava doma, ker koliko gospodinstev pa ima ustavo. To je res. Koliko jih je jo res prebralo. Mislim, nič ni narobe, če imaš ustavo doma, to je menda jasno. Ne? To je, kot Slovenec je to tvoja pravica in fajn je, da malo polistaš, prebereš, prepoznaš člene, tako da veš, kaj je vidiš, noter. kje sledijo ustavi, kje delajo po svoje. Sicer ne moš nič spremeniti, ampak vse veš zase. Ja. Včeraj je celo minister Rončević predlagal, kaj Jeger? Je, da bi se učitelji do 1. septembra ustavo naučili na pamet, ne, da bi jo... Ti znaš ustavo na pamet? Ja, no, bral sem jo že, ne? No, ampak ti znaš ustavo, ne ima, ne? Ne. Kaj tebe sprašujem? Mislim. Okej. Okay, to je malo preveč, ne, Je, da res bi je. se ta hitro... Absolutno. Ampak, glej, Jeger, ali bi ti lahko bil učitelj, to moram jaz zdaj preveriti, ker ti si vse skozi, ko smo debatirali o tem, razlagal, kako si ti bral ustavo na faksu, kako si se učil člene, kako ti ful znaš pa to, tako da... Ne drži, pač Ja, prebral vse je, ustavo. je, je. je. Povej, Ema, Res je je. tako govoril. Ja. Okay. V 3. členu Jeger piše, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtuljivi pravici slovenskega naroda Do samo odločbe. Bravo! Bravo. Ne da ve. Ja, seveda. Okay, v Sloveniji ima oblast. Ja, ljudstvo. Ja, bravo! Pol pa greva na 14. člen. 14. člen, vemo, je enakost pred zakonom in pravi, da smo vsi pred zakonom Enaki. pa prav, pa tega! Ja, kaj? Noro! Okay. Pri pravicah otrok, to je 56. člen, malo skačem. Zdaj, ker praviš, da znaš celo ustavo, Ja. da vidim. Si pripravljen? Ja. Otroci in mladoletniki, otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo Starostjo? ja in Aj. in bolj si star, bolj si. Zrelost. Ja, bravo! Jeger, pa leti njega. Ema,
Ali si navdušena, tako kot jaz? Ok, mogoče samo še 82. člen, ki govori o poslancih. Tako je, ja. Ok, poslanci so predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na navodila. Na kakršnakoli navodila. Bravo, Jeger. Okay, zakon določa, kdo ne sme biti izvoljen za poslanca, ter nezdružljivost funkcije poslanca s čem? Ja, z drugimi funkcijami. Ne more biti in dejavnostmi. Okay, ja, bravo. Ne more biti karkoli drugo. In še eno, državni zbor potrdi poslanske mandate proti odločitvi državnega zbora v skladu z zakonom, mogoče pritožba na? Samo na ustavno sodišče. Jeger, pa jaz ne morem verjeti. Bravo. Res je, bravo. Vidiš, ti, če bi šel v prvi razred, ne bi rabo. Idi učit zdaj. Dobrodošel, Tine. Izvoli, Tine, kaj si nam danes lepega pripravil, Tine? Najprej imam eno pohvalo, pisal mi je namreč poslušalec Dejan. Kako lepo ime. Ja, vem, kaj to si vse povedal, ja? Ja, no, brez heca lahko pokažem. Ja, ne, pisal je, če bi lahko pohvalo, da zelo lepo in zelo rad posluša Vreme od Eme. Res? Lepo. Ema, daj tu 5. Bravo. Vidiš, da nisi basic. Runda, tvoja. Ja, bo se bo enkrat. Drugače pa iz Japonske prihaja kar, tako rekel, hitra novica. Dobro. Vsi vemo, ko se ti pojavi gledaš Netflix, si na internetu krogec, A ja, ko čakaš, ja. Skratka, Japonci so dosegli novo hitrost v prenosu. Res. Ja. 1,02 petabajtov na sekundo. To je 1,02 milijardi megabajtov na sekundo. Celo knjižnico, kratka, celi Netflix lahko v eni sekundi downloadaš. Kaj si? To je pa bilo, Samo pomisliš, pa se že predvaja. Ja. Zdaj, ko se samo menimo, smo celi svet še downloadali. Dvakrat. Veš, kaj to porničo? Pa daj ne. Moja prva misel zdaj ni bila ta, tako da tu smo si različna, Tina, ampak druga. Prva je bila, ko sem se pa spomnil, in to boš ti vedel, ta dva mladiča zagotovo ne, ampak točno vem, kaj točno veš, ne, kak smo na Commodore pa Spectruma nalagali včasih. Pa kasetniko smo. Ja, glavo štelali, ja. 4-5 minut za eno igro, ki... Ne? Je takrat je bila. Je takrat je bila, ja, pol pa jim prišel, rekel, meni pa je v 3 minutah. Jaz imam pa disketo. Svinja. Ne rabiš nič raufat, kasetofona. Tako ful dobro, pol si bo šel, kak je pravi. Sva, če foter dela v Avstriji. To so bili časi. Ja, malo smo se spomnili, pa hvala, Tine. Vprašanje, kdaj bo to pri nas? Glede na to, da določeni deli Maribora niti optike nimajo, ne? Medtem, ko je Framsko Pohorje celo. Pa ne bi zdaj se hvalil, no pa samo pač povem. Okay, zdaj pa nekaj, kar še ni bilo. Namreč, seveda, to že verjetno veste, spremljamo zgodbo enega posebnega Mariborčana po imenu Marjan Vedlin, ki je kupil avion na Novi Zelandiji. In zakaj bi to z ladjo, sem pa tja, pač greš dol, pa se z avionom pripelaš. Sedla, če ga imaš. Ampak ne gre gladko. Trenutno je na Okinavi, na Japonskem, kjer absolutno mora zdaj ostati, ker se Japonski približuje tajfun, ali je že tam, kak je. Napovedani so vetrovi tudi do 200 km na uro, tako da z prve roke. Marjan, dobro jutro, povej, kaj se dogaja. Dobro jutro, čakamo na prihod tajfuna. Letalo so nam dovolili dati v hangar, tako da z letalom ne bi smelo biti nič narobe skozi tajfun. Sicer pa dan bil zopet kar zanimiv. V enem delu smo naredili teste na motorju, ki so, bomo rekel, pozitivni, dobri. Na drugi strani so nas klicali z vojaške baze,
in smo morali v bistvu v vojaško bazo, kjer so nam pogledali vse elektronske naprave. Nam je bilo rečeno, oziroma zahtevano, bom celo rekel, da zbrišemo vse posnetke, ki se tičejo vojske, oziroma kjer je vojska oziroma vojaško letalo na sliki oziroma posnetku. Birokratska država, zelo prijazna država, moram reči, mogoče celo preveč na trenutke. Vsaka druga beseda je dejansko hvala oziroma celo najlepša hvala. Mi pa upamo, da bomo dobili papirje, oziroma ker pač zahtevajo papirje, take, ki jaz mislim, da niso potrebni, ampak če so rekli, da jih hočejo imeti, jih pač hočejo imeti, tako da delamo na tem, da jim serviramo kompletno vso dokumentacijo, ki jo hočejo. Nas pa v Rusiji čaka drugi izziv. V bistvu morali smo spremeniti naš cilj v Rusiji. Prvi cilj v Rusiji je bil najprej Vladivostok. 1. septembra pa do 4. septembra začne politični forum. Celotni letalski prostor okrog Vladivostoka je zaprt za 4 oziroma 5-6 dni. Kaj si hecen? Ampak Tajfunče pa ni tam, tako da bomo zgleda v prihodnjih dneh dobili direktne informacije. Ampak ja, se veš, taki časi so, ne? Da zgleda mali avion, samo Japonec je sumničav, ne? Ja, ga bi kaj nekaj on snema, ne? Kaj ima tu, preglejmo mi to. Noro. Kaj šele ga čaka v Rusiji? Kamo te mogo zdaj zaviti? Še bolj okoli se pelat, ali kaj? Te pojma, nimam se bo razložil, ampak to bo, ne? To bo za en film, res. Ker sploh ti posnetki pa stvari, ki jih verjetno ne smem povedati. Ja. To bo, no, jaz samo verjamem, da bo pač to čim prej, čeprav ne bo niti približno po zamišljeni časovnici, ko bo pristal tukaj v domačem Mariboru. Evo, je zanimivo, da te imajo takoj za vohuna, ne? Ja. Če bi oni vedeli, kakvi smo mi tu. Jaz upam, da ni vsega zbrisal, pa da ima neki saj en posnetek, ker ga je F-15 v zraku pričakal, pa ga pospremo na letališču. Jaz bi se posral, da je bil. Ja, res, ja. Ker to moraš vedeti, da pride oborožen F-15, ne samo, makoj pune šaržere, veš, pa Sidewinder je gor, pa vse ostalo, tako da. Ja, ampak se pravim, če bi vedeli, kakvi smo mi, važno samo, da pristanemo, pa da kaj dobrega spijemo, pa pojemo. Pejte vi kaj čete, kaj te nas briga, razumeš? Danes je sreda, 26. avgust, dan pred Street Food Maribor, našim mednarodnim kulinaričnim festivalom, s katerim tradicionalno v našem mestu zaokrožimo avgust, oziroma ta 2 počitniška meseca. Jutri, petek in soboto od 11. do poldne do 10. zvečer, vsega mednarodno. In predvsem jutri o 5. osrednji dogodek, ker takoj na začetku, to ta Street Food pojedina. Vabila imamo mi in eno vabilo za 2 osebi, kaj pravita? Dajmo. Tako kot smo obljubili in med vsemi, ki ste že poslali in še vedno lahko pošiljate, brez skrbi, SMS na 051 220 220, v katerega napišete Street Food Maribor in svoje podatke. Med vsemi temi je bila danes izžrebana Nataša. Nataša, dobro jutro. Dober dan. Dobro jutro. Živijo. Dobro jutro, zdaj že dober dan. Ok, tako. Nataša, ti si napisala, da bi prišla na Toto Street Food pojedino jutri o 5, ko se začne Street Food festival na Trgu Leona Štuklja. Ja, seveda. No, seveda, ampak najprej mi povej, kak je kaj v Šentilu danes zjutraj. Megleno, se pa že malo kaže sonček. Aha, gužva na pumpi? Ne vem. Ne hodim. Ja, ok, dobro. Okay, zdaj tak je, Nataša, mi smo rekli, glede na to, da je mednarodni kulinarični festival, to imamo mi genialno srečo, da imamo mednarodnega kulinaričnega popotnika, Matica Jegra. Sicer se tok ne spozna na samo vsebino, ve pa, kaj je dobro. Rad pa jem tako. Tako, in Nataša, tvoja naloga je, da ugotoviš po tem, kar bo Matic opisal, v kateri državi oziroma kje na svetu je bil, ko je poizkušal to dobroto. Ok? Ja. Dobro. Ok, ajde, Nataša, Matic. pazi. Ta jed je ena od mojih najljubših, če pa bi poznala recimo mojega očeta, pa bi potem tudi vedela, da si v restavraciji še kakega za sladico naroči. Jaz sem jedel tistega lepega, takega pravega iz telečjega mesa, lepo fino stolčenega, vrhunsko paniranega z rjavimi prezli.
To jed naj bi recimo iz Italije prinesel en precej znan maršal, po katerem se imenuje tudi ena skladba, en marš, ki jo verjetno na najbolj znanem novoletnem koncertu tradicionalno odigrajo kot zadnjega. Kje sem bil, ko sem jedel to? Pa jaz imam to zelo rad. Ja, tudi jaz. Priznam, v kateri državi verjetno veš, kaj je opisoval in kje je to jedo? Ja, meni se zdi bolj kot Dunajc, da je z Dunaja. In kje sem bil, ko sem to jedel? Avstriji! Ker če ne bi Nataša, ti, ki si iz Šentilja prepostala, da gre za Avstrijo. Bi bilo to malo tak, ne? Imaš rada Dunajskega? Pa ja, ga kar pojemo. Se pa te nam teče kri, ne? Pohano, to je to. Nataša, seveda pravilen odgovor in izvoli vabilo za 2 osebi za našo veliko Toto Street Food pojedino. Ogromna miza bo in na mizi preres vsega, kar ponuja Street Food Festival. Je super, najlepša hvala. Zdaj je čas, da preverimo še eno stvar. Ali je res, Ema, tebe gledam. Ok, vidim. Tebe gledam, Ema. Vidim. Da v tem času, ko smo bombardirani z vseh strani, ko mora biti vse hitro takoj in zakaj še ni bilo ne včeraj, predvčerajšnjim, ko več ni nobenega potrpljenja, ko je v eno komunikacija, ko letijo snapi, ko letijo, ne? Jo, ko se pač, to je. Ampak pravijo, da je ta trenutek eden glavnih trendov v svetu, da predvsem mladi, govorimo o generaciji Z, pa tudi starejši, se nekako počasi obračajo oziroma na nek način tradicionalnim metodam komunikacije. Kaj so tradicionalne metode komunikacije, kak smo včasih, ko je bila kera všeč ti, ne? Pa nisi hotel klicati, ker nisi imel droge. Ja, tako, pa nisi hotel, ne? Da bi se ti ata javil na to. Ja, točno to. Ker pol si pač en kovanec za 100 din v Strandbergu v govorilnici. Da se pač obračajo k temu in da obstajajo dejansko aplikacije, 2 sta ta trenutek, ki dosegata neverjetno rast in sicer tako imenovani Slowtek, se imenuje to, Slowtek aplikacije. Ena je, ki se imenuje Carrier Pigeon, torej golob pismonoša. Ja, krajše za goloba, ne? Golob pismonoša, ki pač potuje kamorkoli že, pač lokacijsko gledajo, približno 100 na uro in ima samo 0,2% možnosti, da se zgubi. Veš, da ga sokol selec rukne ali pa kakanja ali pa kaj, ne? Res, in pol rabi recimo sporočilo, da pride 9 ur. Kaj? 9 ur do svojega naslovnika. Ali pa druga, obstaja še ena aplikacija Roost, ki pa ponuja približno 1000 različnih živali, pod narekovaji seveda, ki prenašajo tvojo pošto. Imaš tudi recimo polža, ki jo prenaša za pol kilometra na uro, ne? In traja kakšna 2 dni, da pride iz pobrežja na Tezno, recimo, ne, sporočilo. Ja, kaj te res uporabljamo zdaj? Ja, pa je, ne? Ja, res, ja, recimo, pazi, samo v avgustu si aplikacijo Roost naložilo več kot 650,000 uporabnikov. Res? Ja. Zdaj ampak tisto... ne napišeš tu noter, ne vem, zdravo, pa pošleš, pa kak si, ampak to napišeš, dragi, ne vem, Robert, rada bi ti sporočila, da te neizmerno pogledaš tako lepo, ne na dolgo. Ne, ja. To bom jaz uporabljala, če mi nekdo ne bo všeč in ne bom mogla napisati, veš, nočem mi s tabo ven, bom poslala s polžom in borovo, ne vem koliko dni, da dobi. Ja, tako da vmes 2krat že mine, ne? Pol veš, ti pošleš, ne, vržeš trnke, pol pa čakaš teden dni, da dobiš odgovore. Je poseben feeling v tem, ne? Boš uporabljala to? Ja, grem si zdaj naložiti. Bravo. Malo pa testiraj. Ampak, ko se menimo za službo, da ne bi to slučajno uporabljala, ne? Ker tudi pa ne bomo čakali. Dejan, Ana in Jeger in Toto jutro.